Drage obiskovalke, cenjeni obiskovalci, tako kot smo obljubili pred projekcijo, se nam bodo pridružili ustvarjalci pravkar videnega filma Smučarske sanje. In sicer, lepo prosim najprej za aplavz svetovalcu za montažo Žigi Vircu. Pa producentu Boštjanu Vircu. Ko scenaristki Izi Strehar. In pa še ko-scenaristka, sorežiserka in pa definitivno oziroma soustvarjalka pri montaži in definitivno režiserka Heidi Kanzler. Jaz bi vas mogoče kar povabil, da se posedete tukaj na tole najvišjo stopnico, tako da vas bodo gledalci lahko videli in zastavili tudi kakšno vprašanje. Mogoče najprej, Heidi, zate vprašanje, kako si se pravzaprav odločila odpraviti v Afganistan? Rekla si, da ti je bila ta država vedno zelo všeč oziroma da si rada spremljala dokumentarne filme. Kaj je bilo tisto, kar te je vodilo tja? Zdi se mi, da smo Slovenci zelo povezani z smučanjem. Sama prihajam iz Maribora, kjer se mi zdi, da že osnovni higienski minimum, da človek smuča. In ko sem slišala, da smučajo tudi punce v Afganistanu, je bilo to nekaj, kar me je pritegnilo. Seveda sem si pa hkrati želela enkrat narediti nekoliko drugačen film o Afganistanu, in sicer enkrat obrniti žogico, ker večinoma vedno smo gledali filme, kjer Evropejci govorijo o bogih Afganistancih. In je bila moja prva želja narediti enkrat film o tem, kjer bi Afganistanci govorili nekaj tudi o nas, kako nas oni vidijo. To me je predvsem zanimalo, seveda. Pol splet okoliščin pa je ponudil to, da film, ki ste ga pravkar gledali, je film, ki ga nismo načrtovali, ampak se nam je zgodil. Super, Heidi, hvala. Mogoče Iza zate podobno vprašanje, kar se tiče samega razvoja, pravzaprav scenarija. Kako lahko rečeš, kako si se sama vpletla v to in pomagala Heidi v trenutku, ko se film ni več odvijal po prvotnih načrtih, ampak se je zgodil? In kako seveda v tistem trenutku, ko se obrnejo stvari na glavo, oblikovati scenarij? Ja, v bistvu jaz sem na projekt prišla kasneje, v bistvu me je producent povabil, ker v bistvu pri scenariji za dokumentarni film je ta neka čudna situacija, ko za prijavo ti rabiš spisati celo zgodbo in ne veš točno, kaj se bo zgodilo, ampak pač, da dajo denar, moraš kar sklepati neke situacije, ki se bojo zgodile. Tako da v bistvu je bilo ful zabavno, producentom ni bilo zabavno, ker enkrat vmes smo se hecali, ful bilo dobro, če bi ena pobegnila pa izkoristila priložnost in pač pobegnila čez mejo, in potem se to dejansko je zgodilo in produkcija je bila cela panika. Se spomnim, sem bila tako, pa se to je dobro, pač ta film ni imel konca, tam neki so smučali, tako da zdaj so naredile film. Tako da ja, v točki snemanja je v bistvu Heidi sama reševala situacijo, pa pač snemala, v bistvu so scenarij na koncu punce same napisale, mi smo pa še v montaži malo pomagali zgraditi zgodbo. Odlično izhodišče za to, da predaš mikrofon Boštjanu. Boštjan, seveda en kup enih zadev, ki se pri dokumentarnem filmu enostavno zgodijo. Kako se skupaj obvladovati in pa hkrati še razmišljati o mednarodnih koprodukcijah, o kupu enih ljudi, ki so seveda povezani s projektom. Kakšen izziv je bil ta film? Mislim, pač meni bo ta film zanimiv že zato, ker je imel, kot je Heidi rekla, imel nek slovenski element, ampak pa to neko mednarodno dimenzijo. To je v bistvu nekako tudi z vidika nekega mednarodnega filma, ki je narejen na slovenski strani, je to v bistvu najbolj optimalno izhodišče. Potem je ta stvar krenila naprej v nekem okviru neke politične korektnosti, pomagajmo bogim, afganistanskim puncem in tako naprej, ampak to je bila tudi neka naša naivna predstava, kjer smo mi pravzaprav delali nek okvir slike in to sliko te punce hoteli dati noter, ker cel Zahod dela z njimi.
Pa smo videli, da to pač ne gre, da se oni tako ne pustijo, tako da pravzaprav izzivi so bili tukaj pač dvojni, eno so bili produkcijski, treba je bilo vzpostaviti mednarodno koprodukcijo, se pravi Slovenija, Avstrija, Finska. Drugo so bili pa zgodbovni, ker so tudi vsi, ki so pa pač prišli zraven, so pa do nas pritiskali ravno s to politično korektnost, tudi ta gimnazija Štams, poleg Innsbrucka in tako naprej. In tudi sami smo bili ujeti pol mal v te neke konflikte, ampak razkorak med tem, kaj bi vsi želeli, ne, in tem, kaj pa res realen, iskren, dober film. In kot so že povedale sogovornice prej, so kar punce poskrbele same, da je šlo to smer. Je pa cela produkcija trajala, mislim, Hajdi, da smo začeli 2017, ne, potem je bilo konec 2019, tik pred pandemijo je bilo snemanje, montaža je bila med pandemijo, s tem, da je avstrijski montažer bil koliko je bil lani mesec dni, pol je bil pa itak lockdown in se je v bistvu našel montažo in vse spravil v svoj avto in se na Dunaj odpeljal, tako da smo pa se to delalo na daljavo, tako da to so lepa še drugi izzivi pol, no. Plus tega, da še zmeraj nimamo epiloga za ministrstvo za zunanje zadeve, sem jaz pač garantiral za vize, razen enega bolj vročega pogovora po telefonu, pol nas je pandemija prihitela in so imeli oni druge probleme, tako da to je še odprto. Hvala, Boštjan. Žiga, še vprašanje za, pravzaprav, kako si sam poskušal v montaži potem obrniti film, oziroma domnevam, da se film ves čas obračal. Kaj so bili tvoji konkretni nasveti, kako se mogoče prvič spomniš, ko si gledal material, kaj te je najbolj navdušil? Ja, zdaj sem bil editing consultant, se pravi, da to je človek, ki pride v montažo, malo pametuje in potem gre ven. Ampak osnovna neka ideja je bila, in kar sem tudi seveda videl, in kar smo vsi videli, je bila v bistvu ta neka Hajdina vizija, kaj si je ona želela s tem filmom povedati. In to je bila v bistvu neka naša naloga, vse, ko smo pomagali v predprodukciji in v postprodukciji, predvsem kako to njeno zgodbo sfurati. Zato ker snemanje tazga dokumentarca rezultira v ne urah, to so dnevi materijala, ne. In v bistvu vsega tega materijala dobesedno lahko narediš 10 filmov. In naša naloga v tem nekem soočenju s tem materijalom bila, kako pa ravno to, kar hoče Hajdi povedati, nadgraditi in pri tem tudi povedati neko zgodbo, ki je pa zanimiva, ki ima neko strukturo, ki ima neko, recimo, neko dramsko strukturo zadaj in tako naprej. In tukaj so v bistvu to je bilo ogromno ogledov, po mojem smo mi videli ta film v nešteto verzijah, takšnih in drugačnih filmov, ki se malo več dogaja tukaj, malo več tam, malo več v Afganistanu. Meni osebno itak najbolj zanimiv lik bil tale gospod, ki čekira njihovo fizično pripravljenost, ne, jaz bi o njem naredil dokumentarni film, ampak to ni moj film, ne, in zaradi tega hočem povedati, da je pač naša naloga, kako narediti Hajdin film. In tukaj je bilo seveda nekih ogromno verzij, na koncu mislim, da smo, Hajdi, upam, da smo ti pomagali priti do tega, kar si ti zamislil na koncu, in to je bila naša osnovna naloga in cilj. Hajdi, ti si seveda kot neodvisna ustvarjalka naredila že kup filmov, imaš kup izkušenj, ampak tokrat je bila to ena nova naloga zate, zdaj, in kar se tiče mednarodnih koprodukcij, obratov na filmu. Kako lahko mogoče rečeš, kako je bilo handlati vse te in več držav in obvladati to zgodbo, ki si jo imela najprej in jo želeti narediti? Kako si vse skupaj preživljala v teh 5 letih? Pa vsak film je zgodba zase, nikoli ne veš, kam dejansko te zgodba pa film pelje, ampak mednarodne koprodukcije so kar zalogaj zase, ker pač ima vsak svoje interese. Vedela pa sem eno, da vem, da pač, mislim, nočem zdaj spati sluzasto, ampak vedela pa sem in poznala toliko Boštjana Virca, da sem vedela, da čez kom sem si želela z njim iti čez tako stvar, ker je zelo pomembno, da ko pridejo neke težave, pa ko določene druge strani hočejo drugačen film, producent stoji za teboj in za tvojo vizijo in to je ful pomembno, da imaš. Sicer je pa pač, ne vem, iti v Afganistan bilo svoj vrstni izziv, od tega, da sem se mogla naučiti turno smučati, kar me je tudi Boštjan naučil. Mislim, koliko me je, zdaj ne vem, če sem zlomila, je njegova krivda. Afganistansko sem se mogla naučiti, tako da so neke stvari, mislim, to je kot v vsakem poklicu, ko se lotiš novega projekta, nekaj moraš riskirati, da nekaj dobiš. Mislim, ni mi žal za nobeno od teh stvari, ampak
je pa posebna stvar. Niti, če bi vedela, v kaj se spuščam, pa kaj pa vezim, če bi se v to spustila, ampak je bilo zelo zanimivo potovanje. Mislim, da ne samo za mene, ampak tudi za celo filmsko ekipo. No. Do anekdot še pridemo, ampak najprej vprašanje strani publike. Je kakšno vprašanje? Z dvigom roke lahko nakažete, da bi kaj vprašali. Sigurno je kdo med vami, ki ima kakšno mnenje, komentar, vprašanje? Aha, izvolite. Mene samo zanima, ali je kdo od vas od ekipe imel kakšno realno upanje, da bi te punce naredile ta izpit za očitve smočanja. Glede na to, da je ta izpit težko narediti. Vedelo se je, da ta izpit ne bo mogel biti na nivoju, kot ga sprejemamo v Evropi. Tudi Smučarska zveza je bila proti temu, da jim izpit na tej ravni podari. Vedeli smo, da delamo izpit z nekim zadržkom, vsekakor pa je bila naša ambicija, da se te punce naučijo maksimalno smučati, kolikor se lahko. Tako. Hvala za vprašanje. Še kakšno vprašanje? Aha, kar izvolite. Mene zanima, a je bil ta program učenja njih v bistvu stvar Smučarske zveze ali je bila to v bistvu ideja filma? Program je bil popolnoma podrejen Smučarski zvezi Slovenije. Tudi Ines, njihova inštruktorica, je bila posebej najeta za to, da te punce naredijo ta izpit. In ona je v bistvu imela zelo trdo nalogo. Jaz sem njej rekla, Ines, gledaj, ti si najeta za to, da one naredijo ta izpit. In je bila tudi pod določenim pritiskom, da te punce naredijo ta izpit, ker je bila v tej službi. Ampak to oni delajo oziroma organizirajo vsako leto z različnimi državami? Ne. To pač kot režiser malo nastaviš stvari. No. One so bile, Smučarska zveza je imela še višje kriterije, ampak smo nekako prišli si nasproti, kaj bi iz te njihovih zmožnosti lahko nastalo, ampak nikakor jih pa ne bi pač spustili skozi prste čez izpit, ker si predstavljate, da neka organizacija spusti dekleta in jim podeli licenco, potem pa učijo vaše otroke z nepopolnim znanjem. Tako da tukaj smo dosti vedeli, kaj. Ja. Zdaj, mogoče, ker vem, da včasih to iz filma ni čisto jasno, se pravi, to govorimo o delu, ki je bilo v Sloveniji pa v Avstriji. Ne? Ampak v samem Bajmenu, v Afganistanu je pač bil en švicarski NGO, ki je to smučanje, koliko let je to potekalo, enih 10? No, se pravi 7 let. Mi smo prišli v situacijo to zatečeno, ki je bila ta osnovna infrastruktura vzpostavljena. Tako da nam je bilo treba narediti korak naprej, posebej za žensko smučanje, ali se da narediti nekaj, da se ta krog sklene, ker je ta pač Ana Tasić je hodila toliko in toliko let. Ne. Potem ona rekla, jaz ko ne bo mogla več, ni nikogar, ki bi me zamenil, ok, spravo najbrž je treba skleniti, da bi one same. Pač je bila ta neka klasična zahodna, malo naivna percepcija, kako stvar funkcionira. Ne. In pol je bil to zelo dober primer, ker to lahko projiciraš na vse politične, vojaške, kakršnekoli intervencije, ki so bile strani Zahoda delane v Afganistanu. Ne gre tako, kot si mi predstavljamo. Ne. Nekaj me je zanimalo tudi zaradi tega, ker si prej omenil, da si bil kot producent, si mogel garantirati za njihove vize, ne? Ker to je ena v bistvu zelo težka situacija, ko gre, mislim, jaz sicer navijam, da bi njim vsem uspeli pobegati, če si to želijo, ampak hočem reči kot producent si v taki triki vlogi, ker ne vem sicer, kaj se bo zgodilo, oziroma kaj se je zgodilo pol s tem ministrstvom za zunanje zadeve, ampak sem mislila, da imajo oni garancijo vize preko Smučarske zveze. Ne, preko v bistvu naše firme, oziroma mene osebno, to je čisto klasična procedura, se to so ene stvari, ki se ne vidijo na filmu, ker je bilo tako, nekako je bila presoja, da od vseh 3 koprodukcijskih držav bomo najlažje prek slovenskega ministrstva to speljali, Avstrijci so tle še malo bolj zategnjeni, rečeno, da nima smisla, bila je finska tudi opcija, je pa problem v tem, da nobena od teh držav v Kabulu nima, se pravi finska ambasada, ampak ne izdajo viz. Potem so morale te punce za en mesec biti v Indiji, ker je to čas med intervjujem za vize in med tem, da
da dobijo. Se pravi, to je bilo veliko enih procedur in to tudi stroškovno vleče za sabo, ampak na koncu je šlo tukaj za čisto navadno garancijo poslovnega subjekta za te 3 punce, da vse garantira. Ne. Super, hvala za vprašanje. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Včeraj sem govorila z Faribo, upam, Fariba ne mi zameriti. Po preteku enoletnega azila, programa azila v Italiji, v Ferrari, je sedaj v Raveni, kjer se šola za to, da bo postala frizerka in je rekla, Maja, why do I have to read these books and why do I have to teach how they cut hair in Egypt and you have so many colors and you have to massage and wash hair. We in Afghanistan, we come, we cut, we go. Tako da z ta malo imamo še kar dobre stike, zmeraj smo se ful dobro razumele. Čeprav imava v percepciji kultur veliko razlik, se mi zdi, da nekako prihajava na nek ta skupni jezik. Fariba je tudi videla film in vas se lepo pozdi pozdraviti, ker ni mogla danes jim priti, tudi Ines. Tako da z njo imam dobre stike, pa se dostikrat slišima. Tudi vesela sem, da je, kljub temu, da je zapustila Afganistan pri 18 letih in to je za njihovo kulturo kar težka situacija, ker so navajeni večino življenja živeti doma, je zdaj sprejela to, da je pač to neko novo poglavje v njenem življenju in da mora iti naprej in da je to neka njena rešitev, nova priložnost, ki jo je dobila v življenju. Z ostalimi puncami pa se malo manj slišimo, ker je šlo v nekem tem mojem osebnem smislu v malo prehude dimenzije komunikacije in čudnih zadev. Bom postala politično korektna. Hvala, Heidi, hvala tudi za vprašanje. Še kakšno vprašanje? Ok, ne vem, upam, da nisem kakšne roke gor spregledal, če sem, mi kar povejte, tudi z glasom. Še kakšno vprašanje? Zgor imamo vprašanje. Super, hvala. Jaz bi vprašala, nameravate ta film pokazati na kakšnih festivalih in če ste že, kakšne so bile reakcije njih na festivalih, kako so oni gledali na ta film, selekcijske komisije, pa to, a je to pravi dokumentarc ali ni, ali pa tako naprej. To so velika vprašanja tle okrog. Definitivno se zavedam, da to ni klasičen dokumentarec, ki bi se zavzemal ali za eno ali za drugo stran. Hotela sem pokazati, da obstajajo medkulturne razlike in to velike in težko premostljive in zadeve niso enolične. Sicer bom kasneje podala mikrofon še Boštjanu, ki je bil z mano tudi na projekciji v Tesalonikih, ampak načeloma film ljudi pusti kar dosti pod nekim tisom razmišljanja o tem, kakšno sliko si mi ustvarjamo o naši in o njihovi kulturi. No, tako da mislim, da film ni najlažje, no, in nima enoznačnega konca. No, jaz bi mogoče dal sem še to, kar se pač festivalov tiče, je zdaj v bistvu manj kot leto dni, no, je, kar je začel po festivalih, pač velja tako kot za vse dokumentarce, odzivi so različni, definitivno se pa skozi to neko selekcijo, ki se še naprej vrti tudi neka življenjska doba, recimo tazga filma je po festivalih približno 2 leti, so pa moram reči zelo pozitivni odzivi, je pa to, kar sem bil osebno in pa tudi ta vprašanje po projekcijah, so pa seveda tudi deljena mnenja, ne o samem filmu, bolj o tem ravno ta neka tendenca, ki jo tudi marsikakšen avtor bolj manj legitimno ima, da zavzame eno ali pa pač drugo perspektivo. Mi smo tukaj pa probali čim bolj pokazati, kako mislimo, da so se stvari zgodile, pa da si vsak potem presodi sam. Priznam pa, da ne razumem čisto vprašanja, zakaj to ne bi bil dokumentarc. No. Imamo še kakšno vprašanje? Ok, mislim, da... Je še kakšno vprašanje gor?
Ne. Ne, ok, super, toliko, da vidim, da nismo čisto spregledali. Mislim, da se lahko po koncu v bistvu, Heidi, vem, da je bilo en kup enih anegdot, en kup enih dogodivščin iz Afganistana, en kup enih kulturnih zadev, pred katerimi si se znašla. Kaj je mogoče kakšna taka stvar, ki ti zdaj pade na pamet, kar se teh anegdot tiče, pa da jo lahko deliš z nami ob zaključku? Kaj je mogoče taka stvar, ki se spomniš na Afganistan, na snemanje? Ena stvar snemanja, ki se je spomnim, je, da mi nikoli ni bilo jasno, kako smo lahko na Brniku snemali letalo, ki ni vzletelo, ampak je izginilo v megli. To mi še zdaj ni jasno, ampak letalo v zadnjem posnetku, ki ga vidite, pač ne vzleti, ampak zgine. Seveda imela sem kup enih dogodivščin, kar se tiče jezikovnega neznanja, ko sem zamenjala izraze za roke in noge in pridemo mi tja k familiji, pa jaz rečem, joj, dobro večer, jaz se opravičujem, samo imam ful mrzle noge, pa dajem roko. Enkrat smo povabljeni na večerjo, pa pride mama, čist pražne oblečena v neki lepi obleki, pa rečem, joj, vi pa danes tako okusno zgledate. Do tega, da so nam prvo leto pripravili torto z hašišem, in pač nekje, kjer nimajo pečic, kjer ni elektrike, kjer je samo jama, kjer pečejo noter kruh, pa če rečeš, oši, to so nam ful, to moraš jesti, Zjutraj sem jaz mislila, da je konec sveta, da umiram. Kliče Ano od produkcije Virc, Ana, jaz sem dobila legionarsko bolezen, puls mi je nabijal, na kar pridem čisto nabliskana ven pred hotel in pred hotelom vsi Afganistanci na tleh se nam režijo, ko bo dale. In pol sem končno zvedela, da smo pač jedli torto s hašišem in da je to okej in da bom jaz to preživela, Mislim, sicer bo divja vožnja, ampak bo, Tako da, mislim, teh dogodivščin je bilo polno, Do tega, da so bili čist srečni, ko smo hodili smučati neke odročne kraje, pa sem jaz neko elektronsko muziko evropsko prinesla, cel kombi je plesal, potem smo prišli pa pred vas, pa je bilo tak stop, še gumo smo fentali, ker smo toliko skakali po kumpiju. Druga afganistanska muzika, pa vsi sedijo, kot da se nič ni zgodilo. Tako da bilo je teh pripeti še in još in zabavnih stvari kot to, kot je Fariba spraševala, ko smo bili na Finskem. But now is day or night? Ker je bilo seveda samo 2 uri svetlo, tako da tega je bilo res veliko, nepozabno in ja, film zase. Super, hvala še enkrat celotni zasedbi, hvala Žiga, hvala Boštjan, hvala Iza in pa hvala Heidi Kancler, da si nam predstavila vse to dogajanje in pripeljala košček tega tudi na naša platna. Tako da še enkrat velik aplavz in pa čestitke Heidi Kancler za Smučarske sanje. Jaz mislim, da bi se samo v imenu celotne ekipe še enkrat zahvalila, da ste si ta večer vzeli čas in pogledali naš film. Jaz tega ne jemljem kot nekaj samoumevnega. Hvala, upam, da ste se nekaj naučili, nekaj novega doživeli, pa zdaj pa vas vabim v preddverje na kozarček. Hvala. In od četrtka naprej bo film tudi v rednem programu Kinodvora, tako da lahko povabite tudi seveda vse, da si ga ogledajo tule na naših platnih. Hvala pa, prijeten večer še naprej.